filmom Minuta za umor režiserja Janeta Kavčiča se danes ob 18. v Kinoteki v Ljubljani začenja Krimifest, festival posvečen kriminalki, verjetno najbolj priljubljenemu literarnemu žanru pri nas in širše. Dogodek soorganizirata Zavod za dobro branje in Vodnikova domačija skupaj s številnimi partnerji. Krimifest se bo odvijal danes ter med 6. in 9. novembrom na številnih prizoriščih v Ljubljani, ljubiteljem kriminalnega žanra pa bo ponudil predavanja, okrogle mize, pogovore z avtorji in teoretiki, pa tudi krimi kviz in zaključno zabavo. Podeljeni bosta nagradi za najboljši slovenski kriminalni roman in najboljšo kratko kriminalno zgodbo. Po besedah doktorice Maše Jelušič, programske vodje in pobudnice festivala, je eden izmed namenov festivala tudi, citiram, oblikovati prireditev, ki bi presegla literarne okvire in bi združila bralce, avtorje in avtorice ter strokovnjake v neke vrste skupnost. Konec citata. O tem in o drugih ciljih festivala, pa tudi o kriminalki kot literarnem žanru, pa bomo razmišljali z doktorico Mašo Jelušič, z literarno kritičarko, urednico in prevajalko Ano Geršak ter z izredno profesorico na Inštitutu za kriminologijo, doktorico Mojco Plesničar. Pred mikrofon sem jih povabila Tina Kozin. Spoštovane gostje, lepo pozdravljene. Pozdravljene. Lep pozdrav. Spoštovani poslušalci, tudi vam lep pozdrav v tokratni oddaji Literarna matineja, kriminalno obarvani. Začeli bomo kar z opisom našega novega festivala. Maša Jelušič, na spletni strani festivala lahko preberemo, da je Krimifest literarni festival, ki združuje moč kriminalk s strokovnim in zabavnim dogajanjem. Kot sem rekla, gre za prvi tovrstni dogodek pri nas, pa me zanima, kdo so pobudniki zanj, morda kako je potekalo samo snovanje celotnega dogodka potem in ali ste se pri zasnovi ozirali tudi po sorodnih dogodkih v tujini. Ja, pozdravljeni, hvala za povabilo. Da, gre za prvi v bistvu dogodek takšnega formata pri nas. Pri tem ne smemo vseeno pozabiti na legendarni Alibi od Renata Bratkoviča, ki pa je kriminalko obravnaval mogoče nekoliko drugače kot naš festival. Pravzaprav teh festivalov je po svetu vse več in vznikajo, kot ste rekli, iz te potrebe po vse večjem prebiranju kriminalk. Zamisli pa so povsod nekoliko drugačne. Zdaj, pri nas je to nekako potekalo tako, jaz sem o festivalu, priznam, razmišljala že dalj časa, predvsem kaj, kje, kako, s kom. Predvsem s kom, ker tako raznolik festival, kot sem si ga zamislila, zelo težko narediš sam in tukaj sem v bistvu na začetku pristopila k Andreju Blatniku, ki je na začetku seveda zelo ugovarjal, češ literarnih festivalov je že preveč, ampak vseeno je bil ta program mogoče nekoliko drugačen od običajne forme in navsezadnje je predpostavljal novo literarno nagrado in očitno je bilo to dovolj prepričljivo. V ekipo sva povabila še pisateljico kriminalk Karmen Petric, s katero sva se družili že na bralnem klubu in ustanovili smo Zavod za dobro branje in na to smo poslali ta program, ta moj osnutek, Vodnikovi domačiji. Vodnikova domačija, to mora biti res vse v pravem času, se morajo zgoditi stvari, nekateri pravijo, in Vodnikova domačija se je ravno takrat prenavljala, tudi iskali so nekatere kakšne nove programe, nove zamisli in očitno jim je bil ta osnutek zelo všeč. In ja, v bistvu so nas sprejeli, prevzeli so producentsko vlogo, Tina Popovič, Damjan Zorc, Maja Roter in smo začeli, sicer programa, priznam, nismo veliko spremenili, ampak začeli se je pa to mešanje literature s stroko, hkrati pa smo oboje popestrili za zabavo. Vmes sem potem obiskala še 2 tuja literarna festivala, enega Thriller Fest v Beogradu, ki je imel popolnoma drugačno obliko, tam sem tudi predstavila svojo knjigo in pa predstavila sem tudi Krimifest.
to obliko, ki je takrat nastajala in malce sem se razgledala, ne, kaj pa oni oblikujejo in to je bilo drugače, ne. Oni so imeli poudarek na filmu, imeli so nagrado tudi za najboljšo serijo, povabili so velike skandinavske zvezde, ne. Pri nas smo vseeno prvo leto začeli nekoliko bolj umirjeno, nekoliko bolj počasi. Tudi recimo tale veliki Capital Crime v Londonu, ki sem ga obiskala pozneje poleti, recimo tam je bilo 100 avtorjev, ne, več kot 100 avtorjev, med drugim tudi Chris Carter, ki je lansko leto na knjižnem sejmu povzročil cel zastoj. Takih avtorjev je bilo tam več kot 100, ne. Tako da izkušnja je bila zelo zanimiva, tudi kakšne ideje sem pobrala od tam, ampak ja, te festivali se mi zdi, so med sabo zelo raznoliki in ne vem, nekako odražajo pač tisto potrebe tistega okolja, v katerem nastajajo. Maša, še malo se bom zadržala pri vas. Povedala sem v napovedi, da je eden izmed ciljev festivala oziroma vaših želja, da bi oblikovali prireditev, ki bi presegala literarne okvire in ki bi združila bralce, avtorje in avtorice ter pa strokovnjake v neke vrste skupnost. Nisem še povedala, ampak poslušalci zagotovo vedo, da ste tudi sami avtorica. Vaš prvenec smo predstavljali tudi v tej oddaji, tudi sicer je zelo odmeven, govorim seveda o romanu Profesor je končno mrtev. Zdaj pa morda tudi čisto iz vašega vidika, no, zakaj je oblikovanje neke take skupnosti posebej pomembno? Se mi zdi, da morda pri žanru, kot je kriminalka, tu se zdi še posebej smiselno, ja, tako širše druženje. Ja, hvala za te prijazne besede. Ja, to vprašanje se mi zdi kar tako res široko. Zdaj, ja, hkrati ustvarjanje skupnosti in preseganje nekih okvirjev. Zdaj, kriminalka svetovno gledano se mi zdi, da mogoče sama po sebi že presega vse te okvirje, kot ste že omenili, gre za najbolj bran žanr, celo v nekaterih državah celo bolj bran kot ljubezenski romani. Tako da mogoče res ne potrebuje festival sam zase za širitev, ker recimo, če povem samo primer, ne, Agatha Christie, ne, kot ena izmed najbolj branih avtoric, ne, velja po UNESCO oziroma po Guinnessovi knjigi rekordov za najbolj prevajano. Njena dela so največkrat prevedena, ne, kar 7200, ne vem, in še več prevodov v tuje jezike ima, kar je še bolj recimo pomenljivo v primerjavi z drugovrščenim Žilom Vernom, ki jih ima samo 4200, ne. Shakespeare potem pride še niže dol. Tako da v bistvu kriminalni žanr se je že razlil v bistvu po vsem svetu, na vsa področja, nastajajo skupnosti, ker se mi zdi, da niti ni toliko presenetljivo, glede na to, da je glavna tema, okoli katerega se ovija umor, ne. Zdaj v različne psihološke razloge se verjetno ne bomo spuščali, mogoče bo potem Mojca Plesničar povedala kaj na to temo. Ampak ja, ne, kot ste rekli, da ne zaidem, kriminalka se res veliko bere, ampak o njej se mi zdi, da se mogoče malce premalo razglablja, premalo premišlja, nenazadnje obravnava zelo pomembne teme in Krimifest tukaj želi ustvariti mogoče dve skupnosti, se pravi, eno je ta literarna širitev, drugo pa je seveda tudi, da se na vsebinskem nivoju pokaže, kaj vse vsaka kriminalka vsebuje in v bistvu ta dva nivoja potem tudi spajati, ne. Ker eden izmed drugega, ne, recimo ne moreš imeti dobre kriminalke brez vsaj osnovnega poznavanja stroke, znanosti, forenzike, ki se za njo skriva in ne moreš imeti dobre kriminalke brez, da jo opišeš z dobrim slogom, z napetostjo, z bogatim besednim zakladom, ne, tako da to dvoje se nekako združuje in tukaj si želi festival, se pravi, ustvariti to skupnost. Deloma recimo jo je že začel v konzorciju, ne, kjer smo imeli bralne klube, krimi bralne klube, brali smo prvence kriminalk. Deloma se bo seveda ta skupnost oziroma ta prostor teh vseh teh bralnih okusov, bralnih izkušenj bo seveda se oblikoval za to nagrado Pila, o kateri bo več verjetno povedala tudi Ana Geršak pozneje, ker okoli te žirije se bodo gotovo kresala potem različna mnenja, pomisleki, nestrinjanja, skratka, na kriminalni sceni slovenski se bo začelo dogajati, začelo se bo odvijati, tako v literarnem kot neliterarnem okolju. In tukaj smo želeli to razširiti in potem seveda, sem govorila predvsem o literarnem delu, kar pa se tiče recimo potem tega strokovnega dela, ker
vsaka kriminalka ima poleg žrtve in storilca tudi načeloma, večinoma kriminalista, forenzika, sodnega, recimo nekoga iz sodne medicine, to povezati z stroko, ker koristi nekako se mi zdijo tukaj oboje stranske, ne, bralci bodo dobili vpogled v ozadje teh zgodb, ki jih navdušujejo, pisatelji bodo lahko nadgradili svoje znanje, obogatili svoje pripovedi, se izognili recimo nekaterim klišejem, strokovnjaki pa bodo tudi dobili možnost, recimo, da se bodo predstavili širši javnosti in to ne v bistvu samo ne skozi nekatere medijske povzetke, temveč predvsem skozi en v bistvu dobili bodo ciljno publiko, ne? In s tem, kakšne so koristi od tega na dolgi rok, recimo slovenski roman lahko dobi mogoče še bolj natančnejše pisatelje, lahko dobi tudi bralce, ki bodo bolj izobraženi, bolj kritični. Skratka, vsa ta združevanja in literarna in vsebinska se mi zdi, da lahko prinašajo koristi tudi na dolgi rok, mogoče tudi nekatere koristi, ki jih zdaj niti ne vidimo. Se mi zdi, da vsako povezovanje takih večjih strok lahko sigurno prinese pozitivne rezultate. Ana Geršek, Mojca Plesničar, zdaj se bom obrnila k vama in sicer z vprašanjem, kakšen je vajin pogled na samo zamisel o festivalu in napovedano. Morda, Ana, bi vas to vprašala malo v zarisu tega, da je festivalov sicer res že veliko pri nas, ne? Mojca Plesničar, vas pa, da potem to osvetlite malo čisto z vašega profesionalnega vidika. Zdaj, tako kot je že Maša povedala, ne, festivali odražajo na nek način potrebe okolja. Žanr je bil v slovenski literaturi v bistvu že od nekdaj prisoten. Ne. Lahko bi rekli, da je bila prva slovenska povest na nek način žanrska. Ne. Začelo se je z kmečkim romanom, kmečko povestjo. Ta žanr, tako kot ima pri nas dolgo zgodovino, je pa hkrati tudi zmeraj v nekaj, kako bi rekla, v fazi pojavljanja in ponikanja. So trenutki, ko so žanri bolj prisotni in so trenutki, ko so manj prisotni. Malo je tudi, strokovnjaki pravijo, da je to malo odvisno tudi od političnih okoliščin, ne? In zdaj izgleda, da so prave okoliščine, da se žanr tudi pri nas razcveti, ker to ni samo trenutek kriminalnega žanra, ampak je tudi trenutek fantazija, recimo znanstvene fantastike, mogoče malo manj, ampak se tudi marsikaj zarisuje v ozadju. Tukaj mogoče pri festivalu, pri Krimifestu je treba spomniti, da to, kar se zdaj dogaja na področju kriminalnega žanra, na nek način nekaj časa že obstaja na področju fantazijskega žanra, ne, z dogajanjem, vsakoletnim festivalom Na meji nevidnega, ki ima prav tako to željo, da povezuje na eni strani interesirano bralstvo, na drugi strani avtorice in avtorje, ki se s tem ukvarjajo. In ustvarjanje te neke skupnosti je po mojem zmeraj dobrodošlo, zato ker med drugim festivali služijo tudi temu, da so neke vrste smerokaz, da pokažejo, kaj se na nekem področju dogaja, da se krešejo debate, da se lahko bralstvo sploh seznani s tem, katere knjige so na razpolago, kam pogledati, če te nek žanr zanima. Kako plodno je pravzaprav tudi to slovensko ustvarjalno področje, ne? Hkrati se mi zdi super, da se tudi žanrska tradicija, ne, ki je bila včasih v preteklosti pokriven zapostavljena, da se zdaj končno postavi na neko mesto, kjer je obravnavana z več različnih smeri, ne, da ne ostane samo na ravni ljubiteljev, bom rekla, ampak da preide res na en tak malo resnejši diskurs. To so vse stvari, ki se vse povsod v tujini in tako že dogajajo. In tudi pri nas se je v 80-ih letih, ne, ta razprava malo bolj razplamtela zaradi pojava postmodernizma in tako naprej. In je potem spet malo ponikalna. Hkrati pa tudi, recimo, ne, lahko se spustimo v to debato, čeprav zdaj ni pravi čas za to, da so nagrade na nek način zmeraj tudi korektiv v naši družbi, ampak hkrati pa spet nagrade so mogoče tudi v službi tega, da pokažejo na to, da težimo zmeraj k boljšemu. Vsi si želimo brati dobro literaturo, ali je to žanrska ali ni žanrska, to je v resnici sekundarno vprašanje pri takih zadevah. Pomembno je, da so stvari, ki se pišejo, čim boljše. Tako da po mojem celotna ta konstrukcija, celotna ta postavitev festivala in nagrade teži v končni fazi tudi k temu, da zahtevamo zmeraj boljše, ne? Poleg skupnosti seveda.
Zdaj, jaz prihajam z Inštituta za kriminologijo in med mojimi sodelavkami in sodelavci je res veliko zelo zagnanih bralcev, tako da naša odločitev za sodelovanje je v prvi vrsti, mislim, da zrasla z nekega entuziazma, ki ga imamo številni pri nas do branja in do knjig na splošno. Zdaj, do kriminalnih romanov, do kriminalnih zgodb imamo morda malo specifičen odnos, ki je najbrž drugačen od tistega, ki ga ima povprečna javnost oziroma nestrokovna javnost. V tem smislu, da so nam po eni strani zelo privlačne, ne, ker pač opisujejo nekaj, kar nam je zelo znano, kar nam je blizu in pol lahko malo tudi seciraš in rečeš, to je pa dobro, to je pa točno, to pa ni točno, to je pa zelo mimo tega, kar je res. Po drugi strani si pa malo sit teh zgodb in včasih rabiš tudi kaj drugega, kar ni neka kriminalna vsebina. Ampak sodelovanje pa mislim, da ni ostalo samo na ravni entuziazma, ampak vidimo tudi neke pomembne koristi, tako za nas inštitut, ker pač s tem smo razširjamo neko znanje, ki ga imamo, pa tudi za širšo družbo, za naslovnike Krimifesta, pa tudi morda ostale, ker gre vendarle za neko spajanje fikcije na eni strani, pa to, kar mi lahko ponudimo, so pa podatki, pa neke zgodbe, pri čemer lahko pokažemo dvoje. Na eni strani in to, da je neko povprečje kriminala, ki ga mi videvamo vsakdansko z naše analize, pomembno drugačno od tega, kar prikazujejo kriminalni romani, bistveno bolj banalno, bistveno manj nasilno, manj senzacionalistično, manj spektakularno. Po drugi strani pa lahko pokažemo, da v resnici tudi najbolj spektakularni primeri, ki si jih lahko zamisli literarni in jih da na papir, včasih ne dosegajo najbolj spektakularnih primerov, ki jih srečamo v praksi. Tako da imamo ta velik razpon, neko veliko povprečje, ki je zelo, ne vem, kako naj rečem, dolgočasno. Hkrati pa tudi ekstreme, ki delajo v resnici, se mi zdi, literarna dela s kriminalno vsebino taka, da jim lahko bolj verjamemo. Ker v resnici vse to, kar prikazujejo, vsi ti ekstremi, predvsem recimo neko ultranasilje ali pa neko zelo prikrito in potuhnjeno kaznivo dejanje, je nekaj, do česar tudi v življenju dejansko prihaja. Redko, ampak vendarle ja. Tako da naše sodelovanje se mi zdi služi, tako kot je Maša opisala, dvema namenoma. Po eni strani, da morda avtorje, pa tudi neko širšo javnost osvestimo o tem, kaj se pa dejansko dogaja v svetu, kako te stvari dejansko izgledajo. Po drugi strani pa s tem nudimo tudi neko polje, na katerem lahko zrastejo morda bolj osnovana ali pa bolj natančna dela. Nekaj stvari ste že načeli, ki sem vas sama jih želela vprašati, ampak bova potem še nadaljevali s tem, da ne bova zdaj že povedali vsega, ker se stvari tudi tako povezujejo. Maša Jelušič, še nekaj bi vas vprašala, prav konkretno, kar se festivala tiče, namreč, kaj je tisto osnovno, kar ste s programom želeli ponuditi ljubiteljem kriminalk? Malo ste že opisali, druženje, medsebojno spoznavanje, ustvarjanje skupnosti, ampak vidimo, da se festival, v središču katerega naj bi bile v glavnem literarne kriminalke, začenja pa s filmom, črno-belim. Ja, festival bo potekal v bistvu na 3 različnih prizoriščih in prvo bo Kinoteka, prvi slovenski film, nekateri pravijo, prva slovenska kriminalka, nekateri pravijo, da gre za prvo slovensko kriminalko, Minuta za umor. Ja, vključili smo tudi film, mogoče bomo naslednje leto vključili še kakšnega več, mogoče 2 več bomo videli, ampak vsekakor se nam je zdelo to tudi pomembno, ker tudi filmi in kriminalke so en ta pomemben del, ki spremlja žanrsko sceno, tudi slovensko, nenazadnje je že veliko, so slovenske kriminalke tudi že bile prenesene na film. Potem sledi predavanja, se pravi v četrtek bodo potem predavanja na Inštitutu za kriminologijo. Tukaj, kot smo že povedali, bodo oni v 4 različnih predavanjih predstavili nekatere svoje poglede, skratka, recimo morilci v literaturi do tega, kakšna je realnost slovenskih umorov. Potem pa se glavni del, tudi ta literarni del, predstavlja na Vodnikovo domačijo, kjer bomo tudi, kot ste že rekli, probali res ustvariti to festivalsko vzdušje. Vodnikova domačija ima zdaj 2 prizorišči, kjer bomo lahko imeli recimo tudi prostor za družabne igre, tudi prostor za klepetanje, skratka, po pogovoru z kriminalistom boste lahko tudi se umaknili v sosednji prostor in morda bo kakšen pisatelj ali kakšen bralec mu zastavil še posebno vprašanje. Tudi
pisatelji bodo po festivalu podpisovali svoje knjige. Skratka, skušali bomo vzpostaviti živo festivalno dogajanje, tudi festivalna knjigarna bo nenazadnje, bo tam tudi knjigobežnica kriminalk, vsak bo lahko prinesel svojo staro kriminalko, jo zamenjal z novo. Na voljo bodo tudi nekatera taka čisto, mogoče pop zadeve, slikanja za Instagram, kakšni taki pripomočki, tudi lokal bo, pijača. Skratka, poskušali bomo to tudi popestriti za zabavo. Ja, festival se je v resnici začel že pred samim začetkom. Mislim pa v tem smislu, da ste izvedli natečaj za najboljšo kratko kriminalno zgodbo. Ob vsem drugem, pa me zanima, kakšni so bili odzivi na ta natečaj. Maša, vi ste tudi sodelovali v komisiji, ki je presojala prispela besedila. Ja, to je bilo moje prvo sodelovanje v takšni žiriji. Res je bilo zanimiva izkušnja. Andrej Blatnik je bil tudi v tej žiriji in kot stari maček teh žirij je rekel, da je bila kvaliteta teh zgodb boljša, kot je pričakoval. Tudi Irena Štavdohar, ki je bila članica te žirije, se je tudi strinjala, da so bile zgodbe izredno dobre. Meni osebno so bile res, jaz sem uživala. Zgodbe so bile raznolike, zelo, zelo malo je bilo res slabih. Tudi avtorji, ko smo jim povedali, so bili tudi navdušeni, da so izbrani. Prišlo je 73 zgodb, zmagala je pa zanimivo naključje 37. Tako da to je bilo res kot 7-3, 3-7, tako lušno naključje. Tako da ja, res čestitke vsem, ki so poslali te zgodbe. Dobili smo vse od stila Raymonda Chandlerja do stila Agathe Christie, do nekaterih grozljivk in fantazijskih elementov, tako da, ja, dobra izkušnja. Zdaj se obračam tudi na vas, Ana Geršek, s pod vprašanjem, namreč, kakšna so sploh merila za dobro, kratko kriminalno zgodbo? Predvidevam, da je nekaj teh meril podobnih kot za vsako kratko zgodbo, ne? Ampak nekaj pa jih je verjetno vendarle drugačnih. In ali je za kriminalno zgodbo nujen umor ali ne? Zdaj recimo tako, z literarnega vidika naj bi kriminalni žanr impliciral smrt v sumljivih okoliščinah. In ta smrt potem potegne za seboj anamnezo oziroma raziskavo o tem, kako je do smrti pravzaprav prišlo. In ta proces raziskovanja je znotraj dela enako pomemben kot prisotnost smrti, ker tisto, kar pravzaprav mi spremljamo skozi zgodbo, je točno ta proces odvijanja, raziskovanje, spraševanje, razmišljanje o tem. Kriminalka je v osnovi pač zelo analitičen žanr. Nekaj se zgodi in potem se vsi sprašujemo, zakaj se je to zgodilo, kako se je to zgodilo, ne, in tako naprej. Na nek način gre za, recimo temu, navzven projicirano introspekcijo, pri vsem skupaj. Ne. Hkrati pa je, vsaj po mojem mnenju, neko bistvo kriminalke tudi to, da se na koncu storilca oziroma storilko razkrinka. Pa tukaj niti ni važno, ali za to izve samo detektiv oziroma detektivka, ne, se pravi tisti, ki preiskavo vodi, ali to ostane zgolj v domeni bralca ali karkoli, ampak ta skrivnost mora biti na koncu razkrita. Čeprav zanimivo, obstajajo tudi poskusi subverzije, ne, tega modela, recimo mogoče poznate to televizijsko serijo, mislim, da je 70 let Colombo, kjer je bilo na začetku že tako jasno, kdo je zagrešil umor, in tisto, kar smo spremljali, je bil pa samo proces. Ne. V bistvu kriminalka ima eno tako, ne, pravičniško, mogoče konservativno plat, da je svet vendarle urejen, da se na koncu vse razkrije, da je stvari sploh mogoče razkriti in da mogoče na nek način tudi vsaj tista klasična kriminalka teži k vzdrževanju nekega statusa quo. S tem, da zanimivo v zadnjem času hibridne verzije tega žanra, ki se pojavljajo, so ravno zato zanimive, ker poskušajo tudi ta status quo moment obrniti na glavo. Ne. Recimo Tana French je v enem intervjuju rekla, da je začela s pisanjem svojih romanov ravno zaradi tega, ker ko je brala te klasične kriminalne detektivske zgodbe, jo je zmeraj presenetilo, kako liki, kljub temu, da so doživeli nekaj neverjetnega, ker mislim, verjetno se bomo strinjali, da je umor nekaj pretresljivega,
Da se torej likom zgodi nekaj tako pretresljivega in so na koncu popolnoma nezaznamovani. Kako je to mogoče? In začela je pisati ravno zaradi tega vzgiba, da bi pa potem ona poskušala razumeti, kaj se z notranjostjo lika zgodi, ne? Ko se zgodi nekaj takega. Skratka, ampak ja, ta gotovost po mojem, da je na začetku neka skrivnostnost, ki bo na koncu razkrinkana, to je po mojem eno od teh mogoče temeljnih meril kriminalnega žanra pravzaprav. Mojca Plesničar, vam postavljam podobno vprašanje s tem, da me zanima recimo pod kriminologijo oziroma kriminalno vedenje, to so različne oblike deviantnih oziroma družbeno nesprejemljivih vedenj, verjetno ne samo tiste oblike, ki imajo za posledico umor. Če človeško vedenje postavimo na en tak zemljevid in ne, je ta zemljevid celotno človeško vedenje, so pol deviantna ravnanja en manjši krog na tem zemljevidu, znotraj deviantnih ravnanj imamo pa kriminalna dejanja, ki so še manjši krog in znotraj tega imamo en zelo, zelo majhen krog, ki ga predstavljajo povzročitve smrti, ne, in recimo to, čemu pogovorno rečemo umori. Ne. Tako da v naši perspektivi seveda ni truplo nujni pogoj za to, da imamo kriminalno zgodbo. Ne. Mora pa iti za neko kršitev nekih temeljnih pravil. Ne. V tem kontekstu mi govorimo potem o kriminaliteti kot neki obliki kršitve tistih pravil, ki jih družba jemlje za najbolj pomembne. Ne. In zdaj tle gotovo je svetost življenja, poseg po življenju, tisto, kar je nekako najbolj atraktivno, najbolj učinkovito, zaradi tega se o tem pišejo zgodbe. Ampak jaz si znam predstavljati dobro kriminalko, kjer gre za, rop nekih draguljev iz znanega muzeja v Parizu ali pa kaj podobnega. Ne. Gotovo bi se dalo o tem napisati zelo, zelo dobro zgodbo, pri čemer je jedro, mislim, da je to, kar je Ana zelo dobro opisala, ne niti toliko to, kar se zgodi, ampak kaj sledi temu, kar se je zgodilo. Nekak red razpade in zdaj je treba ta red nazaj sestaviti. In skozi kriminalno zgodbo, vsaj jaz jo tako razumem, se nekako nazaj sestavlja zgodba, ugotavljamo, kaj se je zgodilo v teh novejših, se mi zdi, zgodbah, pa si tudi že na začetku, tudi zakaj se je zgodilo. To je tisto, kar nas v resnici zanima. Meni se zdi, ena od zabavnih stvari pri branju kriminalnih zgodb je tudi to, da ti kot bralec participiraš v tem ugibanju, kaj se je zgodilo, pa zakaj se je zgodilo, in to lahko počneš že tekom zgodbe. Ne rabiš čakati na konec, zato da imaš neke svoje teorije, kdo pa je zdaj tisti, ki bi bil, pa kako mu bomo to dokazali. Tako da v nekem smislu se mi zdi, nam kriminalne zgodbe dajejo eno možnost neke katarze, zgodi se nekaj res groznega, dostkrat so zelo črno-bele, imaš like, ki so zelo slabi, pa like, ki so zelo dobri. Zdaj imamo različne žanrske specifike, ker imamo tudi veliko sivine vmes, ampak vsaj v tem klasičnem smislu je zelo jasno, kaj je dobro, pa kaj je slabo. In na koncu ponavadi tisto, kar je dobro, na nek način premaga. Tako da na nek način se mi zdi, kriminalne zgodbe pri nas odraslih funkcionirajo podobno kot pravljice pri najmlajših, kjer se tam dogaja spopad med zlim in dobrim in na koncu si potešen in zadovoljen, zato ker je dobro tisto, kar prevlada. Ne? Zdaj pri serijah, to pa je malo nefestivalsko vprašanje, ampak vendarle pri serijah in pri literarnih delih običajno, tako kot ste tudi sami že omenili, se išče motiv tudi. Ne? In nekako pogosto slišimo, da nekdo ni aktualen osumljenec, ker nima motiva za to. Ne? Kako pa je v resnici? Si lahko predstavljamo da se zgodi neko kriminalno dejanje brez pravega motiva, iz nekega hipnega vzgiba. To vas sprašujem, Ana, vas pa kako bi to delovalo v literarnem delu? Zdaj, z kazensko-pravnega vidika, če hočemo skonstruirati kazensko-pravni pojem krivde, v resnici rabimo nek naklep ali pa vsaj neko malomarnost, zato da ta storilec izvrši neko kaznivo dejanje. In motiv je tukaj ena taka skrita stvar v ozadju, ki jo dostkrat predvidevamo, včasih dajemo motivu tudi neko posebno težo, še posebej recimo, če govorimo o umoru. Če imamo koristoljubje ali pa če imamo maščevanje, neko še posebej brezobzirno maščevanje ali pa nek grozovit način, so to stvari, ki jih pripisujemo motivu in delajo to kaznivo dejanje težje, kot bi bilo sicer. Tako da mu v resnici tudi v pravnem smislu pripisujemo velik pomen. Čist na neki tej človeški ravni si pa težko
lahko si predstavljam seveda neko naključno dejanje, nekdo vrže nekaj skozi okno in pade nekomu na glavo, pa imamo kaznivo dejanje, lahko imamo tudi najhujše možno kaznivo dejanje. Ne? Ampak v resnici se mi zdi, nas zanima tam, kjer nimamo tega naključja. Čeprav tudi naključje je včasih lahko zelo se mi zdi efektiven, učinkovit kot sredstvo za to, da pelješ zgodbo nekam naprej. Ampak naključje ne je ravno tisto, kar je v literarni zgodbi, kjer nekako se teži k konstruktu najmanj zaželeno pravzaprav, zato ker naključje običajno pomeni, da avtorica oziroma avtor ni imela dovolj invencije, da bi znala zgodbo zapeljati na nek drugačen način. Tukaj je mogoče spet en tak moment, kjer literatura malo odstopa od življenja. Jaz se glede na to, kar si rekla prej, Mojca, ne, pravzaprav, da je kriminalno dejanje oziroma da se zgodba lahko začne že z neko krajo ali z nekim manjšim dejanjem. Ja, tukaj se moram absolutno popraviti. Ne, ko sem rekla, da je recimo nek pogoj kriminalke oziroma detektivke ta, da je smrt v sumljivih okoliščinah. Prve zgodbe, pravzaprav tiste od Edgarja Allana Poeja in Arthurja Conana Doyla, so se itek dogajale tudi v okoliščinah, kjer se umor ni zgodil pravzaprav. In tukaj gre mogoče tudi za vprašanje, kako mi ta žanr pravzaprav poimenujemo. Mi temu pravimo detektivka, kriminalka in tako naprej. V angleščini se temu reče mystery novel. In to je mogoče še bolj primerno zaradi tega, ker se osredotoča na nek povsem drug aspekt te literature, na to skrivnostnost pravzaprav. In ta skrivnostnost postane kar naenkrat širša od samega, recimo, če nekaj definiramo kot kriminalko ali pa detektivko. Po teh merilih v resnici je lahko tudi nekaj takega, kot je Blade Runner, ne? Na nek način, recimo temu mystery novel oziroma zgodba s skrivnostjo, da zdaj nekako provizorično prevedemo, ravno zaradi tega, ker se glavni junak Descartes neprestano sprašuje, je nasledi na raziskovanju tega vprašanja, ali je on replikant ali ne. Skratka, v vsakem trenutku, ko so neke take skrivnostne okoliščine, ki pa vseeno, tukaj bi pa mogoče vseeno vztrajala, no, da so te skrivnostne okoliščine na koncu pojasnjene. Se znajdemo znotraj tega morja raznih podžanrov, ki pa lahko, recimo, ki jih lahko zajamemo v skupni bazen kriminalnega, detektivskega, skrivnostnega žanra. Zdaj, moje poznavanje tega žanra ni tako veliko, ampak si predstavljam, glede na to, da se pogosto žanrska dela vrednoti potem tudi, koliko recimo je avtor sposoben preigravati sama merila žanra in s tem tudi v bistvu prebiti bralčev horizont pričakovanja in sploh v današnjem svetu in v svetu, ko je bilo že toliko vsega povedanega in napisanega, si zlahka predstavljam kriminalko, ki pa ne bi potešila bralca z tega vidika in bi pustila stvari odprte, ne? Ana French v Gozdu je recimo dober primer tega, ampak je res, žanr je v resnici, žanr je konstrukt. Je neka umetna oznaka, ki nam pomaga, predvsem literarni teoriji, ne, pravzaprav pomaga, da boljše krmari v vsem tem morju literarne produkcije. In zagata, ko govorimo o žanrskih delih oziroma delih, ki so prepoznana in označena kot žanrska, je točno ta, da imamo na eni strani opravka z tekstom, ki je kodiran, se pravi, ki teži k temu, da spoštuje neka določena pravila, da se giblje znotraj vnaprej začrtanih okvirov, da izpolnjuje torej pogoje, ki sploh omogočajo, da žanr kot tak obstaja. Po drugi strani pa vseeno je to še vedno področje literature in na področju literature imamo potem tudi neke druge zahteve. Recimo ni dovolj, da je tukaj samo zgodba. Želja je, da je zgodba tudi dobro povedana. Ker ni težko povedati eno zanimivo zgodbo ali karkoli, ampak kot vsi vemo, je način, kako je ta zgodba povedana, največkrat ključen. Tako da, če se tukaj mogoče dotaknem že tudi malo dela žirije za nagrado Pila. Absolutno, ko sistematično prebereš oziroma greš skozi sočasno literarno produkcijo, slovensko literarno produkcijo,
knjig, ki so označene kot kriminalni oziroma detektivski žanr. Je bilo opazno tudi to, da domišljije tukaj ne manjka. Iz izvirnih in zanimivih zgodb, oziroma da rečem tako, izvirni zapleti in še bolj izvirni, neverjetni razpleti, tega je ogromno. Največkrat sem se sama kot bralka ustavila pri tem, kako je ta zgodba povedana, da ima preveč digresij, da so določene zadeve prenapihnjene, da se spuščamo v neke podrobnosti, ki mogoče za samo napredovanje zgodbe niso ključne. In tukaj mogoče še ena stvar o samem žanru, da se spet dotaknemo te literarno-teoretske zamejitve. Po eni strani je kriminalni žanr tudi ekonomičen. Teži k temu, da pove bistveno. Saj vsa literatura spet teži k temu, da pove bistveno, ampak kriminalka, po mojem, pa še posebej. Prej si rekla, Ana, tudi mystery novel, ne? Ja. Tudi crime novel, ne? Ja. Sem prebrala tudi nekaj teh člankov, v bistvu, ki prav za definicijo vzamejo crime novel kot vse zgodbe, okoli katerih se zgodi zločin, skratka crime, kriminalka. Detektivka je načeloma tisto, v kateri nastopa detektiv, ne? Ampak kar mi je zanimivo, recimo, je to, da je zelo veliko recimo tudi fantazijskih del, recimo tudi Harry Potter je neke vrste kriminalka, Ja. Tudi recimo višjih literarnih del, Olga Tokarčuk pelje svoj plug čez kosti mrtev, je čista kriminalka, če smo iskreni, ne? Tako da veliko ta pojem kriminalka, to, kar si prej rekla, žanr, to je en konstrukt, ki smo si ga nekako zamišljali za to, da lažje pač popredalčkamo nekatere stvari, ampak tako kot se fantazijski elementi lahko pojavljajo v več delih, se lahko tudi elementi kriminalke pojavljajo povsod, v bistvu po celem spektru. Mojca Plesničar, Ana je veliko povedala o tem, kakšna so merila za to, kaj je kriminalka, kaj je kriminalna zgodba z literarnega vidika, ne? Pa me zanima, kaj pa vas konkretno lahko najbolj zmoti, ko berete nek kriminalni roman? Na eni strani jaz nastopam kot neka zelo laična bralka, tako da najbrž sem kot vsi drugi povprečni bralci občutljiva na neke podobne stvari, neke digresije, ki jih je Ana opisovala, neke zapletanja, ki niso potrebna, ki niso bistvena za zgodbo, pa jezik, ki ne teče ali pa podobne stvari. Ampak neko strokovno ozadje, iz katerega izhajam, pomeni pa, da bom tudi morda malo bolj občutljiva na neke procesne korake, ki se zgodijo, pa so napačni, pa se v realnem svetu ne bi zgodili. Zdaj, kriminalne zgodbe, po eni strani jih seveda razumemo, morajo nekako toliko dogodkov mora potekati, tako da je smiselno, da zgodba teče in to dostikrat ni zelo skladno s tem, kako potekajo v realnem svetu, ne. Ne vem, Poirot nikoli ne bi v realnem svetu bil sposoben početi stvari, ki jih počne, ker noben dokaz ne bi bil veljaven na sodišču. Sodobno preiskovanje hkrati vključuje tudi uporabo nekih tehnologij, ki nekako včasih lahko delujejo moteče za samo zgodbo. Časovni vidik je zelo pomemben, preiskava DNK traja nekaj časa, in zdaj, dobro, v knjigi morda celo lahko nekoliko počaka, pa reče, čez nekaj časa se je to zgodilo, pa še to ne zmeraj, zdaj v televizijski fikciji ali pa filmih je to še toliko težje. V tem smislu avtorji, jaz mislim, da včasih celo zavestno delajo napake v navednicah in so te napake pač cena, ki jo plačajo za to, da zgodba boljše teče. Zdaj, mene kot nekega strokovnega bralca z tega vidika včasih zmotijo, ampak včasih pa dam avtorjem nek ta beneficij, da razumem, zakaj so to naredili in da rečem, ja, se pač zgodba je boljša. Me pa recimo zelo zmotijo kakšne take konkretne napake, ki se včasih zgodijo, ampak ne tako zelo pogosto. Ja, o teh namernih napakah sva govorili tudi z Mašo v pogovoru o njenem romanu. Vas bi samo še to vprašala, kako pogosto pa se obrnejo slovenski avtorji in avtorice na vas strokovnjake za pomoč pri kriminalnih zgodbah? Jaz mislim, da najbrž na različne strokovnjake različno pogosto. Jaz imam samo eno to izkušnjo in sedi zdaj nasproti mene, tako da Maša je do mene prišla, ko je pisala ali ko se je lotevala pisanja. Pa v resnici ne vem, če znam kaj zelo koristnega kot kriminologinja povedati. Mislim, da se bolj pogosto obračajo na ljudi, ki imajo neke izkušnje iz praktičnega preiskovanja
na kriminaliste, ne, ki lahko Sodna dajo medicina. izvedence sodne medicine, ki dajo lahko neke konkretne informacije glede specifičnih postopkov ali pa nekih okoliščin, v katerih se zgodi kaznivo dejanje. Jaz kot kriminologinja, mislim, to, kar mene zanima, to, kar jaz raziskujem, je, zakaj ljudje izvršujejo kazniva dejanja, na kakšne načine morda, kako se sistem na to odziva, kako pol te ljudi kaznujemo, kaj z njimi počnemo. In to so, se mi zdi, pri pisanju kriminalnih zgodb pogosto stvari, ki jih ima avtor nekako v sebi. Ne? Ta zakaj je nekaj, kar v resnici vodi njegovo zgodbo. Tako da po eni strani razumem, no? Zakaj se ne obračajo zelo pogosto na nas, ker mi v resničnem svetu preučujemo to, kar oni ne želijo prikazati. Mogoče. Maša, Ana, zdaj bi se pa še malo obrnila k vama in sicer zdi se mi, da ne smemo mimo pile, ki smo jo že nekajkrat omenili. Najprej besedo dve o tem, ne, ali potrebujemo še eno nagrado, bo kriminalni roman zaradi tega kaj boljši? To je zelo dobro vprašanje, zato ker se mi zdi, da se neprestano sprašujemo, ali ni literarnih nagrad že preveč, ali ne bi mogoče potrebovali samo eno univerzalno literarno nagrado, ki bi potem res izbrala tisto absolutno najboljše literarno delo tekočega leta, desetletja, stoletja ali karkoli. Ampak, literatura tako kot umetnost ni tekma. Nagrade sicer nas silijo točno k temu razmišljanju, a ne, imamo slovito deseterico, potem imamo peterico in potem imamo eno zmagovalno delo. Tako da mogoče razmislek o tem, da je več nagrad, ki so potem tudi recimo bolj specifično usmerjene, ne? Tako kot so žanrske nagrade ali pa nagrade za najboljšo zbirko kratke proze, za pesniško zbirko in tako naprej. Da hkrati te nagrade potem omogočajo tudi bralstvu, da se lažje orientira znotraj tega prostora. Prav gotovo. In verjetno je tudi z nekega pragmatičnega vidika literarnim ustvarjalkam in ustvarjalcem lažje, če vejo, kakšna je njihova konkurenca, da tako banalno rečem. Ne? Da niso to kar vsi literarni teksti, saj sami vemo, ne? Ko beremo literarna dela. Eno delo izstopa po enih dobrih plateh, drugo delo po drugih. Včasih se je zelo težko odločiti. Tudi zelo različni ljudje smo, ne? Ki beremo te tekste. Tako da več kot je potem nagrad, lažje se je tukaj orientirati. Z tega vidika se mi zdi nova nagrada absolutno dobrodošla. Ja, tukaj bi mogoče omenila vseeno še dve stvari, ne toliko v delu žirije, ampak tudi zakaj smo tudi izbrali takšno žirijo, kot smo. Izbrali smo recimo, se pravi, Damjan Zorc, Ana Geršak, Marcel Štefančič, Veronika Šoster in Simon Popek. Skratka, v tej komisiji so tako predstavniki splošne javnosti, so tako poznavalci žanra, uredniki, poznavalci visoke literature. Skratka, želeli smo, da bi nekdo ves ta širok opus, treba je le povedati, da je nagrada Pila, v bistvu žirija je prebrala dela kar 2 let, se pravi vsa dela, ki so bila izdana v letu 23 in 24. V tem času je bilo napisanih kar 50 slovenskih romanov, več kot 50, ki jih je napisalo več kot 20 slovenskih avtorjev. Tako da s tem smo naredili tudi to, ne le da jih bere javnost, ampak da jih je tudi, osvetlili smo vsa ta dela, ki jih je prebrala potem tudi strokovna žirija. In posebnost te nagrade, mogoče smo se hoteli tudi medsebojno igrati, ker se jaz strinjam z Ano načeloma, da ta vrednotenja bo treba s časoma zamenjati z nečim drugim, da se nagrada zdaj podeljuje vsaki 2 leti, za nazaj za 4 leta. Kar pomeni, da bo žirija naslednji 2 leti ponoven obzir vzela vsa ta dela, ki jih je žirija prebrala sedaj. Skratka, vsa ta dela bodo imela ponovno možnost, ponovni vstop v nominirance oziroma v nagrado. S tem nekako je to majčken korektiv teh osebnih okusov oziroma subjektivnih del. In pa seveda sama nagrada je važna tudi zato, ker s tem, ko bomo dali nagrado za najboljšo kriminalko, recimo tisti, ki bo za to nominiran ali ki bo to zmagal, je to tudi ena taka lepa podlaga za recimo prevode v tujini, za eno malce večjo prepoznavnost, mogoče tudi za kakšno serijo več. Skratka, s tem damo tudi nasproti tujini en tak pečat, kaj mi mislimo, da je tisto, kar je najboljše v narekovaju, seveda, ker nikoli. Vsaj od tega, kar imamo mi za ponuditi. Ja.
Smem morda kot popolnoma laični bralec, ki nima v resnici veliko pojma o literarni teoriji in vsebini in tako naprej, ampak kot nekdo, ko pa pač rad knjige, Maša zdaj že dvakrat se mi zdi omenila visoko literaturo ali neki višji žanr ali nekaj podobnega, jaz sem malo alergična na te izraze, ker mene v resnici zanima, ali je knjiga zame, ko jo berem, dobra ali ne, in to je lahko žanrsko zelo specifična knjiga ali pa zelo nespecifična v tem smislu, da spada po to, kar pojmujemo kot visoka literatura. Jaz mislim, da so nagrade lahko zelo koristen nek smerokaz za bralca v smislu tega, kaj zdaj povprečen bralec najbrž ne bere zelo, zelo veliko in takrat, kadar poseže po knjigi, je najbrž dobro, da poseže po tistem, kar je znotraj tistega, kar mu je všeč, dobro. Ne? V tem smislu so, meni kot staršu so Zlate hruške zelo dober indikator, kam usmeriti otroke, ko grejo po knjige. Tako da se mi zdi nagrada že samo z tega zelo praktičnega vidika navadnega bralca koristna v tem smislu, da ti pokaže, kaj pa je tisto, kar je res dobro v tem žanru. Sej pol raziskuješ lahko naprej, ne, če hočeš, ampak te splošne nagrade se mi zdi tega velikokrat ne zajamejo, to vrstne literature in se mi zdi škoda, da je ne bi. Po drugi strani pa se mi zdi, tako kot je Ana rekla, je podeljena nagrada nekak smerokaz tudi avtorjem, ki pišejo literarna dela, da vejo, kaj pa je zdaj dobro in kako morda izboljšati to, kar jaz počnem. Tako, ker bralci so te romane že prebrali, vemo, katere so najbolj brane, tudi to je neke vrste, svoje vrstna nagrada, zdaj je to pregledala še žirija, tako da imamo zdaj nekakšen presek tega, vsekakor pa to, kar si rekla, visoka literatura, mislim, da smo vsi, tudi jaz nisem iz literarnih krogov, zelo, zelo alergični na ta pojem, ker kriminalke so trivialen žanr, še vedno veljajo za lahkoten trivialen žanr, za nekaj, kar ni morda vredno brati in tudi to je ena izmed stvari, ki si jo želi Krimifest pokazati in pokazati, kaj vse je slovenska literatura naredila in seveda, mogoče mečkeno predrzno rečeno, ampak pokazati, na kaj je tist, kar seka malo ven in to sicer ne samo s prodajnimi znaki, ampak tudi za žirijo. Zdaj smo pa že skoraj predolge. Ana Geršak, samo še eno kratko podvprašanje bi vam postavila, ko smo ravno tu, ne? Kako pa je potekal sam izbor? Predstavljam si, da verjetno niste brali vseh romanov nekega leta in se potem opredeljevali, kateri je kriminalni roman. Zmeraj se zaplete pri oznakah, zato ker tukaj, kako je kakšna knjiga označena oziroma pod kaj je uvrščena, je seveda eno veliko vprašanje. Tukaj smo se zanašali na seznam iz Cobisa, na tista dela, ki imajo to oznako izvirni slovenski kriminalni roman. Končno število teh romanov je bilo nekaj čez 50. Bili smo pozorni tudi na to, da so te knjige dostopne. Se pravi, knjige, ki so bile recimo dostopne v manj kot 5 slovenskih knjižnicah, absolutno niso prišle v poštev, vse ostalo smo pa prebrali, zato ker ta številka ni tako neobvladljiva. Ampak predstavljam si, da se bo morda z leti potem tudi zaradi nagrade in pozornosti za to oznako odločil kdo, ki se morda sicer ne bi odločil za to, da je njegov roman kriminalni roman. Ne? Kar bo odprlo nova in zelo dobrodošla vprašanja in bo potem tudi spodbodlo debato okrog tega, okrog raztegljivosti žanrskih meril pravzaprav. Ker kot rečeno, tukaj smo večkrat odprli to vprašanje, da žanr v resnici je konstrukt, da je bolj kot ne ena opora, na katero se pa ni treba tukaj 100% zanašati. V končni fazi najboljša dela so zmeraj hibridna. Tako. Zdaj moramo pa zaključiti, ker smo že skoraj predolge. Najlepše se vam zahvaljujem za ta zanimiv pogovor. Spoštovani poslušalci, vam pa za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja in vas seveda vabim, da obiščete Krimifest. O Krimifestu in o kriminalnem romanu oziroma kriminalki kot literarnem žanru smo se pogovarjali z doktorico Mojco Plesničar, Ano Geršak in z doktorico Mašo Jelušič. Z njimi sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbela Klara Otorepec.